Dober večer in dobrodošli v oddaji On the Record, poglobljeni intervjuju oddaji i24 News. Ko se Izrael podaja v zelo pomembne volitve, smo se odločili, da je to dobra priložnost za širši pogled na globalni položaj Izraela po skoraj 3 letih trajajoče vojne na več frontah. Nedavna raziskava Pew, izvedena v 36 državah, je pokazala znaten upad mednarodnega položaja Izraela. 67% odraslih, ki imajo negativno mnenje o Izraelu, vključno z vsemi državami skupine G7, in mlajši kot so anketiranci, slabše je to mnenje. Čeprav si Izrael ne dela utvar, da bi zmagal na kakšnem tekmovanju priljubljenosti, razen morda na Euroviziji, je ta trend izjemno zaskrbljujoč. In čeprav obstaja veliko razlag za to, od klasičnega antisemitizma do nevednosti, ki jo spodbujajo zavajajoči in napačno usmerjeni svetovni mediji, jasno je, da Izrael ni uspel pri svojem delu, da bi ustavil ali vsaj upočasnil ta protiizraelski val. Kako se je to zgodilo? Po največji tragediji v zgodovini Izraela, ko so bila nad njegovim prebivalstvom storjena najbolj grozljiva možna grozodejstva. Kako to, da se je Izrael 7. oktobra, ko so bila grozodejstva prenašana v živo za ves svet, znašel v enem svojih najbolj osamljenih obdobij na svetovnem prizorišču? In kaj mora storiti drugače, da bi se uprl temu trendu? Da bi vse to razčlenili, je nocoj v oddaji v veselje pozdraviti Sharon Haskell. Rojena v Kanadi. Haskell je nekdanja namestnica izraelskega zunanjega ministra, položaj, ki ga je opravljala od leta 2024 do prejšnjega meseca, ko je odstopila. Je članica izraelskega parlamenta Kneseta iz stranke Novo upanje. Dan potem, ko je podala svoj odstop, je napovedala ustanovitev nove stranke z imenom Izrael na prvem mestu. Sharon Haskell, najlepša hvala, da ste se mi nocoj pridružili. Veliko mi pomeni, hvala za povabilo. Ja, hvala. Vem, da je zdaj pred volitvami zelo naporno, ampak hvala, da ste si vzeli čas. Kot sem omenil v uvodu, je to eno najbolj diplomatsko zahtevnih obdobij za Izrael v njegovi zgodovini, ali vsaj v zadnjem času. Veste, v zadnjem času, kolikor pomnimo. Povejmo naravnost. Izrael je ena najbolj osovraženih držav na svetu. Kako smo prišli do tega? In ali bi lahko na poti naredili kaj drugače, da bi spremenili ta izid? Torej, stvar je taka, jaz tega ne bi rekla tako. Mislim, da je očitno, da veš, kakšna ogromna propagandna kampanja poteka proti Izraelu. To je. To ni samo problem za Izrael, ampak je to problem za ves svet. Mislim, da še nikoli nismo bili v takšni situaciji, kjer študentje na univerzah v New Yorku to postavljajo pod vprašaj in celo simpatizirajo s tistimi, ki so zagrešili grozodejstva 11. septembra. Kurijo ameriške zastave na ulicah ali britanske zastave v Londonu, na univerzi v Oxfordu. Veš, Emirati so umaknili svoje financiranje in štipendije za svoje študente, ker so rekli, da če gredo v Oxford, se v Angliji radikalizirajo. Torej, to je čas, ko radikalni islamizem prevzema svet. In Izrael je simptom v tej globalni, radikalni verski vojni, s katero se trenutno soočamo. To ni samo problem Izraela. To ni neuspeh Izraela, ker se ne moremo boriti v Berlinu, New Yorku, Washingtonu, Londonu, Parizu. S propadajočim sistemom, kjer so te vlade dovolile, da se ta propaganda ne le naseli, ampak tudi ukorenini v njihovi družbi. Tako njihovi otroci odraščajo s sovraštvom do lastne države, veste, prezirajo svojo zastavo in svoje tradicije. In ko razumeš, kaj se zdaj dogaja v svetu, in razumeš, da smo v 3. svetovni vojni, in to so sile radikalnih islamistov proti silam demokracije in svobode, potem se lahko usedemo in začnemo analizirati, kakšno je mesto Izraela tam. In moram reči, da smo naredili več in bolje, kot bi lahko naredila katerakoli druga država. In povedala bom še več.
da zdaj posebej sodelujejo z mnogimi ljudmi, ki so se zavedli te resničnosti. Nevarno resničnost zase. In se zdaj združujejo, da bi se borili proti radikalnemu islamizmu v svoji lastni državi. In to je problem. Ni sovraštvo do Izraela, niti ne gre za sovraštvo do Združenega kraljestva ali Amerike kot države. Ampak to je vojna za svobodo. Sovraštvo do teh demokratičnih vrednot, teh vrednot svobode, pravic žensk, svobode govora in svobode tiska. Ali katerakoli od teh stvari, za katere smo se borili več generacij in ki so jih naši stari starši in starši tako težko izborili. Ja, glejte, popolnoma se strinjam, da je Izrael del tega globalnega trenda, ki se odvija pred našimi očmi. Simptom tega. Simptom tega trenda. Ampak poglejte, naj začnem s tem, da obstaja. Obstaja jasna pristranskost proti Izraelu v OZN, v mednarodnih medijih ter v vplivnih političnih krogih, tako na levici kot na desnici. In Izrael presojajo po standardih brez primere. Vi kot nekdanji namestnik zunanjega ministra to jasno veste. Tukaj me ni treba prepričevati. Vendar pa bom rekel, da kot izraelski novinar, ki pokriva Izrael za široko občinstvo, Izrael je večinoma prepozan v razpravah. Primanjkuje mu dokazov in ne uspe prepričljivo posredovati svojih sporočil. Da, rekel sem, da mu primanjkuje dokazov, to ne pomeni. Ima dokaze, vendar pogosto poda svoj prvi odziv 5, 6, 10 ur po dogodku, ko je razprava že popolnoma prevzeta. Torej, če želim samo dokončati, če so resnica in dejstva na strani Izraela, za kar verjamem, da so, kaj mora Izrael storiti, da spremeni ta trend, s katerim se sooča? Poglejte, vsak strokovnjak za propagando vam bo povedal, da je veliko lažje širiti laži, kot širiti resnico. In to smo videli skozi vso zgodovino. Mislim, da je bilo obdobje pred drugo svetovno vojno zelo nazorno, kako se propaganda in laži lahko prikradajo in razširijo kot požar. In dejstva niso pomembna, resnica ni pomembna. In živimo v generaciji, kjer imamo na eni strani izjemno progresivne ljudi, ki zavračajo razpravo in pogovor, nočejo priznati. In da bi pogledali dejstva, podatke, resnične informacije, ki prihajajo, in vse svoje teorije gradijo samo na eni stvari, na čustvih. In potem imate drugo, radikalno desničarsko propagando, kjer se močno zanašajo na teorije zarote. Kakšna je torej vloga Izraela pri razkrinkovanju tega? Poglejte, mislim, da to ni bistvo. To ni samo vloga Izraela, ker to ne škoduje Izraelu toliko, kot škoduje Ameriki, Franciji, Angliji in Španiji. Mislim, poglejte, kaj se tam dogaja. Mislim, poglejte stopnjo kriminala, stopnjo posilstev, dejstvo, da mlajša generacija nimajo nobenega narodnega ponosa. In rada bi vas vprašala, poglejte trenutno stanje v Španiji, veste, 10 tisoče migrantov prihaja, ženske so posiljene, ropi, mislim, to je popoln kaos. Oba sva Izraelca in kot Izraelec se počutim, kot da sem. Živim v državi, ki je postala, kaj bi lahko zunanje ministrstvo naredilo drugače? Kaj lahko naredimo v Španiji? Medtem, ko so popolnoma izgubili nadzor, ko so pustili, da radikalne islamistične sile narekujejo njihov način življenja. Prav. In ko se na eni strani ukvarjate s teorijami zarote, na drugi strani pa veste čustva, ki sploh ne temeljijo na dejstvih, to ustvarja problem v njihovi lastni družbi. In povem vam, temu recimo tretja svetovna vojna radikalnega islamizma proti svobodi in demokraciji. Veste, to ni samo vojaško bojišče. Vojaška fronta se bo odprla, kot se je odprla na Bližnjem vzhodu, kot prihaja zdaj v Afriki. Prav tako bo prišlo tudi v druge dele sveta. Že zdaj nas ohromja. Ampak pravi boj se dogaja, veste, v parlamentu, na gospodarskem področju, na verskem področju, prav tako na družbenih omrežjih. In ne gre za Izrael, gre za njihovo tradicijo in vero.
In ko bo vojaška fronta prišla kasneje, potem ko so že zgradili mošeje, financirane strani muslimanske bratovščine ali Irama, radikalizirali lokalno prebivalstvo. In to vidite v Španiji, Belgiji, Franciji, Angliji in drugih podobnih državah. Tako so to uredili potem, ko so radikalizirali preko družbenih omrežij, vsilili zelo določen narativ in popolnoma izkrivili misli mlajše generacije v teh evropskih državah. Kaj misliš, da se bo zgodilo naslednje? To bo vojaška fronta. In kaj imam vprašanje zate? Si služila vojaški rok? Da, sem, Zakaj? ker je to za Izraelce obvezno. No, povem ti, zakaj sem to rekla. To so 3 leti. Je obvezno, ampak ni bilo zato, ker bi bila prisiljena v to. Sama sem izbrala, da bom vojakinja v bojnih enotah. Vojsko sem izbrala iz ljubezni do svoje države, ponosa na svojo dediščino in zgodovino, da branim svoje ljudi, ker jih imam rada, prav? Ker jih cenim in jih želim varovati. Razumem, kaj to pomeni. In ko boste šli v Francijo, ko bo prišel dan, ko bo vojaška fronta, ne samo kulturna, ne samo medijska, in bodo morali vstati ter se boriti za svojo državo. Kdo bo šel na prvo linijo in tvegal svoje življenje, da bi branil svojo kulturo, ki so jih naučili sovražiti, svojo zastavo, ki so jo zažigali na ulicah, in svojo zgodovino, ki jo prezirajo? Torej, čeprav to vidite kot izraelski problem, je to najprej francoski problem, britanski problem, španski problem. In gremo proti temu. Videli smo, kaj so te radikalne sile naredile na Bližnjem vzhodu. Vidimo, kaj počnejo v Afriki. Bili so skoraj zelo blizu temu tudi v Latinski Ameriki, ker je tam Hezbolah. Vojaško so na prvi bojni liniji. V redu. Torej, ali si Izrael zasluži Ne oceno pravim, da A+ ne. za vse, kar je razumi me naredil? narobe. Ne pravim, Ampak da. sprašujem, kakšna je vloga Izraela? Kaj bi lahko naredil drugače, da bi bil bolj v Želim. medijskem prostoru, sferi? Ker je eno dogajanje na delamo terenu, in tako smo drugo tudi pa naredili. medijska fronta. Pred 2 letoma sem vstopila na zunanje ministrstvo in veliko smo naredili. V redu. In prva stvar je bila, da smo nehali govoriti o čustvih in o tem, v kaj verjamemo, ali kaj čutimo, ali kaj mislimo, da bi delovalo v Ameriki, Nemčiji ali Angliji. In naredili smo raziskavo, da bi vse najprej utemeljili na dejstvih. In to je stalo kar precej denarja. V redu. In to narediti v različnih državah na tak način in na podlagi teh rezultatov smo pripravili ustrezen načrt. Morda se nekaterim ljudem to ne zdi prav, vendar je bilo na podlagi dejstev zelo učinkovito. Naprimer, vlagali smo v orodja umetne inteligence in tehnološka orodja, da bi prepoznali, kdaj gre za poseben primer v zvezi z Izraelom. Tako lahko takoj odgovorimo in nam ni treba čakati 6, 7, 8 ur, dokler ne dobimo poročila z veleposlaništva ali od nekoga, ki nam je to sporočil. Ampak takoj dobimo opozorilo v programu umetne inteligence. Kje, kakšna je vsebina sporočila, pozitivna, negativna, in se takoj odzovemo. Ampak ne moreš prezreti nekaterih globljih težav. V redu. In ko se pogovarjamo, govorimo o težkih stvarih. Ko pridemo in rečemo, naj ti dam primer. V redu. Pojavilo se je lažno poročilo o tem, da je Izrael bombardiral točko za razdeljevanje humanitarne pomoči. V redu. Ko prejmete tako poročilo in je to takoj označeno, začnete klicati tja, kamor so rekli, da se je zgodilo. Torej greste in poskusite preveriti v Han Yunisu. Pokličete vojsko. Začnejo klicati, veste, tiskovnega predstavnika in potem začnejo Skrbno klicati preverjanje poveljnika. zahteva čas, to Preverjajo je jasno. in rečejo, nismo imeli ničesar tukaj. Torej rečeš, v redu, za vsak slučaj začnimo preverjati še druge sosedske okoli. Tako začneš ponovno klicati in vse to preverjati. In želiš se prepričati, da so dejstva pravilna. In oni rečejo, ne, odkot je prišlo to poročilo? Morda je na severu. Tako da, ko začneš preverjati na severu in želiš izčrpati vse možnosti, da se prepričaš, ko greš na splet in rečeš, to so lažne novice, to je laž, tukaj je. Tega ne morejo ovreči ali pa ti ne morejo preprosto poslati slike ali nečesa, kar bi dokazovalo, da se je to res zgodilo. In še bolj žalostno je, če pogledam svoje kolege v drugih mednarodnih medijih, so preprosto prevzeli. Postalo jim je lažje prevzeti pripoved Hamasa, kot pa izraelsko pripoved. Ampak moramo ne se delajte izogniti si temu. utvar. Ker- To ni naključje, to je namerno. Zato sem rekel zavajajoči in napačno usmerjeni mediji.
ampak Ja. nočem podpisati. Preskočimo na bolj aktualne dogodke. Naprimer, včeraj je Izrael izvedel zelo nenavaden napad v Siriji, 70 km od sirske meje s Turčijo. Zdaj, ZDA. Ameriški veleposlanik v Turčiji, Tom Barrack, je dejal, da je to skoraj pripeljalo do neposrednega vojaškega spopada med Izraelom in Turčijo. Ali menite, da je bil ta napad potreben? In k temu bom dodal, obstaja ta predstava zunaj propagandne sfere, ta kritika Izraela strani vlad, ne strani univerz, da je Izrael postal nasilnež, ki prehitro poseže po orožju, da je po 7. oktobru sprejel razumljivo varnostno doktrino, ki mora uveljaviti svoje rdeče črte, vendar je preprosto šel predaleč. Nobena od teh držav se ni morala soočiti z resnično življenjsko nevarnostjo neposredno na svojih mejah. Zato tega ne razumejo. In veste kaj? Svet ima rad mrtve Jude. Sočustvujejo z nami, ko Judje umirajo. Ko pa smo sposobni Judje, ko smo Judje, ki se znamo braniti sami, jim to ni všeč. Veliko raje imajo mrtve Jude. In Ampak glede oprostite. samega napada, Oprostite, ne bom pustila, da moji otroci ali moji ljudje umrejo, da bi si pridobili naklonjenost evropskih ali drugih držav. In dovolite, da vam povem, Sirija, in zapomnite si moje besede, bo v največ 10 letih postala resna grožnja Izraelu, eksistencialna grožnja. Tam so trenutno vojske. In če mislite, da je Hamas ena najbolj brutalnih, najbolj podlih skupin, ogabnih terorističnih organizacij zaradi dejanj, ki so jih storili, to ni nič v primerjavi z Džabat, Al-Nusro in Daesh, v redu, ki so bili spuščeni iz zapora in zdaj služijo v policijskih in vojaških silah Al-Džolanija. Zato naj ne bo nobenega dvoma, to bo postalo ena največjih groženj za Izrael. Izrael ima veliko groženj, s katerimi se mora O, spoprijeti. veliko. Vendar Ampak moje vprašanje je, ali je ta vojaška drža, da udarimo po vsaki grožnji, ki se pojavi, nekaj, kar je vzdržno? Ker je to Izrael postavilo v 3-letno vojno, najdaljša v njegovi zgodovini, in res ni videti konca. Torej, ali je to nova realnost za Izraelce, da živijo na robu vojne in brez alternative? Ena največjih lekcij, ki smo se jih naučili 7. oktobra. In vojska je to povedala zelo, zelo jasno. Poskusila bom to prevesti v angleščino, še nikoli nisem prevajala. Je, da Izrael nikoli ne bi smel upravljati konflikta. Ampak lalar je to, kako rečeš, lahrija, potreti, razstaviti. Tvoj sovražnik prav. Ker kadarkoli poskušaš to obvladovati, zraste do takšnih razsežnosti, da postane življenjsko nevarno in predstavlja eksistenčno grožnjo. In ko se s temi težavami soočiš, ko se začnejo prav, potem lahko preprečiš veliko večjo tragedijo in vojno, ki prihaja. In vemo, kaj pomeni soočati se z radikalnimi islamističnimi silami. V Siriji obstaja status quo. Oni ga želijo porušiti. Moramo poskrbeti, da razumejo, kaj pomeni porušiti status quo. Izrael v naslednjem desetletju ne bo izkoreninil radikalnega islamizma. Ali to pomeni, da bo Izrael naslednjih 10 let v aktivni vojni na več frontah? Moramo še naprej storiti vse, kar je v naši moči, da zaščitimo svojo državo in svoje otroke pred radikalnim islamizmom. To je tik ob naših mejah. To bi storila vsaka država. In mislim, vsi te hinavci so govorili, ja, dopustili bomo, da Daesh pride na naše meje, da bodo tik ob naših mejah in morda pripeljali še nekaj turških vojakov z opremo, da bodo tik ob naših mejah. In rada bi videla Španijo. Veš, ko bo Iran ustanovil teroristično skupino, v redu z orožjem, ki predstavlja eksistenčno grožnjo naravnost na njihovih mejah. Mislim, dajno. In tako kot Trump reče, moraš ustaviti svoje napade v Gazi, moraš ustaviti svoje napade v Siriji Moramo in samo usmeriš nadaljevati in svoje storiti napade vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da ni nobene eksistencialne grožnje za naše otroke in našo državo.
Izrael bo vedno podal roko miru. Vedno. Ampak oni tega ne storijo. Tudi če to pomeni Dobili reči smo ne priložnost v transponu. Gazi. Rekli smo jim, naj se razorožijo. Razorožite se. To je to. Razorožite se. No, odbor za mir je prinesel. In predsednik O, daj, vlade no. Netanjahu je rekel ne temu. Ali menite, da pomeni razorožitev, če imajo policisti, ki so bili teroristi Hamasa, orožje, namesto da bi imeli orožje pripadniki Hamasa? Prosim, ne šalite se z mano, ker to ni smešno. To so resnični ljudje, ki so izgubili življenje 7. oktobra in naredila bom vse, kar je v moji moči, da preprečim, da bi se kaj takega še kdaj zgodilo. In to pomeni tudi za Libanon. Želimo si mir z Libanonom. Gradimo pot do miru z Libanonom. Toda teroristično, radikalno, islamistično iransko organizacijo, kot je Hezbolah, je treba razorožiti. Ker bomo sicer ustvarili le iluzijo miru in stabilnosti, dokler ne bodo spet dovolj močni, kot prejšnjič, da napadajo Izrael. In tega si ne smemo več dovoliti. Nikoli več ne bom dovolila, da se to zgodi. In naredila bom vse, kar je v moji moči, vse, da to preprečim, ker moji hčerki ne bosta ponovno doživeli 7. oktobra. Zelo jasno je. Pojdimo na zadnji del oddaje, hitri vprašalnik. Pokazal vam bom 3 slike in na kratko prosim, povejte mi prvo stvar, ki V vam redu. pride na misel. Na misel, torej tukaj je prva slika, to je predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Wow, poglej, on je močan in pravi voditelj. V redu. In bilo je veliko težav. In bila sem tudi razočarana nad določenimi stvarmi, ki so se zgodile. Mislim, da je bilo v zadnjih tednih moje največje razočaranje. Zakon o oprostitvi. In sem kričala, opozarjala in se borila proti zakonu o oprostitvi. Jih opozarjala, kaj bo to dejansko povzročilo. In veste kaj? Pred 2 tednoma je stopil naprej in zelo jasno rekel, da je bila to napaka. V redu, torej, veš, z vsem tem, veš, tudi z nekaj razočaranja, veš. Mislim, da je dobro, da obstaja voditelj, ki je sposoben spremeniti svoje mnenje in tudi priznati svojo napako. V redu, pojdimo na naslednjo sliko. To je vodja stranke Ram Mansur Abbas. On je bil, mislim, preveč pred svojim časom. Ta sanja ali ta fantazija, da bi lahko izraelsko-palestinski konflikt ohranili v statusu quo in se osredotočili na obnovo ter opolnomočenje arabske skupnosti, je bila lažna fantazija. In žal, ko je ta eksperiment propadel, je bilo zelo očitno, da se to ne bo ponovilo še mnogo, mnogo let. Da ali ne? Ali je prostor za Ram v naslednji koaliciji? Absolutno ne. V redu. In zadnja slika, to je vaša zaprisega v Knesetu. Pred nekaj več kot Wow. 11 leti. Septembra bo 11 let. Wow. Kakšno potovanje. Mislim, wow, to je, tu je. Če bi imel jaz. eno poved, da jo poveš tej mladi dami tam, kaj bi ji povedal? Ja, mislim, da ko sem bila tam pred 11 leti, je bila tam takšna vizija in toliko navdiha, da pridem in to naredim. In rekla bi, veš, še naprej sledi svojemu srcu. In zavedaj se, da danes prinašaš nekaj popolnoma drugačnega v Kneset. Svoje srce nosiš na dlani in slediš temu, v kar verjameš, ne glede na to, kaj pravijo ali kaj ti ponudijo. In rada bi ji dala moč, ker greš naprej z veliko vprašanj okoli sebe. In pri vsaki odločitvi, ki jo sprejmeš, veš, da imaš vprašanja. Je to prava odločitev? In vedno sem svoje odločitve sprejemala na podlagi ene stvari. Kaj je prav za mojo državo? Kaj je prav za moje ljudi? In rada bi ji dala več odločnosti in več moči pri teh odločitvah, ki jih je sprejela, ker je to tako težko in tako zaskrbljujoče, veš, ali sprejemaš pravo odločitev. Ampak danes, ko gledam nazaj,
Ja, prejem nagrade Liberty Awards. O svobodi, ekonomski svobodi in veš, civilni svobodi. Vedno znova stojim za svojo ideologijo, za svojimi vrednotami, s katerimi sem prišla. Do danes sem se soočala z nekaterimi najmočnejšimi ljudmi v politiki, brez kakršnega koli strahu. Ampak, veš, preprosto sem se podala v to. Rekla bi, da sem zelo ponosna. No, žal nimamo te možnosti potovanja skozi čas, ampak se ti zahvaljujem za tvoj čas, Sharon Haskell. Veliko stvari še nismo razčlenili, ampak cenim tvoj čas in tvoj pogled. Pridruži se nam spet. Najlepša hvala. Spet tukaj naslednji teden v oddaji On the Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali.